Prijazno vas pozdravljamo, gledalci in gledalke, ob spremljanju aktualnega VTV magazina. Preverimo najprej napovednik in vabljeni, da se nam pridružite. Devetnajsti september je dan, ko praznuje praznik Mestna občina Slovenj Gradec. Na ta dan leta 1989 je Slovenj Gradec kot eno prvih mest na svetu prejel naziv mesto Glasnik miru. Osrednja slovesnost ob letošnjem prazniku je bila pretekli petek v Koroški galeriji likovnih umetnosti. Na slavnostni seji mestnega sveta Mestne občine Slovenj Gradec v srčju sočutnih ljudi, ki je v petek potekala v Koroški galeriji likovnih umetnosti, so tudi letos podelili najvišja priznanja občine tistim, ki so svojim delom najbolj zaslužni za rast in razvoj občine. Vse zbrane je nagovoril župan Tilen Klugler, ki je spregovoril tudi o tem, kaj je najbolj zaznamovalo obdobje enega leta od prejšnjega praznika Mestne občine Slovenj Gradec pa do danes. Zaznamovale so ga naše nove investicije, zaznamoval ga je sprejem proračuna, zaznamovalo ga je naše delo v občinski upravi, predvsem pa so Slovenj Gradec zaznamovali naši srčni ljudje, ki živijo tu v Slovenj Gradcu in skupaj z nami soustvarjajo odličnost našega Slovenj Gradca, za kar sem seveda neizmerno hvaležen in se jim na tem mestu zahvaljujem. Praktično vsakemu posamezniku, ki piše to odlično zgodbo Slovenj Gradca in zaradi katerih se dejansko vsi počutimo tako sprejete in tako povezane. Svečana seja mestnega sveta je stalnica, na kateri podelijo najvišja priznanja občine tistim, ki so svojim delom najbolj zaslužni za rast in razvoj občine na kateremkoli področju. Tako so plakete prejeli Društvo Sožitje Slovenj Gradec, ki že vrsto let predano posveča delu z osebami s posebnimi potrebami. Marija Pečolar za dolgoletno prostovoljno delo in prizadevanja na področju sociale ter Srednja zdravstvena šola Slovenj Gradec za pomemben prispevek k izobraževanju v lokalnem in širšem prostoru. V prvi vrsti se zahvaljujem vsem, ki so me predlagali, da so prepoznali moje delo na Društvu za invalide, za tiste, ki rabijo pomoč. To pa spodbuda za naprej. Delamo dobro ljudi in vzgajamo, jaz mislim, da odlične zdravstvene delavce, morda so včasih po krivici podcenjeni. Bom rekel, poznam te otroke in verjamem, da bodo vsi dobro delali v dobrobit ljudi. Hkrati pa je to dokaz tudi to, da imamo po vseh zdravstvenih domovih pa bolnišnicah in še okrog po Koroški in še daljče okrog te naše bivše dijake. Tako da verjetno delamo dobro. Dobro pa delajo tudi v podjetju Kosi, saj je letos najvišje priznanje Mestne občine Slovenj Gradec prejel Primož Mlačnik, direktor omenjenega podjetja, ki deluje že od leta 2007. Njegov izjemen doprinos se ponaša predvsem na področju vodenja podjetja k trajnostno in tehnološko napredni rasti. Je izkušen direktor podjetja z inovativno in priznano poslovno in okoljsko usmerjeno prakso. Nagrada Mestne občine je vsekakor neka lepa vzpodbuda za delo naprej. Lepo je, ko te okolje prepozna, ko lahko z njim sobivaš in čutiš, da si v tem mestu zaželjen. Naša podjetja si želim mirnega, solidnega poslovanja, potrebno bo precej truda, pa mislim, da z skupnimi močmi nam bo uspelo. Izbrane nagrajence vsako leto ocenjuje in izbere komisija, ki jim v spremstvu mestnega sveta na svečani seji tudi podeli občinska priznanja. Na slovesnosti, ki je potekala v Koroški galeriji likovnih umetnosti, pa je v programu nastopil tudi igralec in pevec Klemen Slakonja ter glasbena zasedba Jazz Trio. Praznovanje praznika Mestne občine Velenje se je po četrtkovi slavnostni seji nadaljevalo v petek in zaključilo v soboto z veliko veselico na Titovem trgu. Včeraj pa je župan Peter Dermol pripravil tudi sprejem za najboljše maturante.
Letošnji praznik mestne občine Velenje so povezali s praznovanjem 150-letnice premogovništva v Šaleški dolini, za občanke in občane pa pripravili številne dogodke, nekateri med njimi so že tradicionalni, drugi so bili novost. V petek popoldne so na Velenjski promenadi v sklopu dogodka Praznični petek v mestu nastopile številne lokalne kulturne in umetniške skupine, od mladih plesalcev do literatov in pevskih zborov. Ob tem je že 19. leto zapored potekal županov sprejem za novorojence, ki je poklon najmlajšim občankam in občanom ter njihovim staršem. Malčki so kot simbolno darilo prejeli majčko. Po sprejemu so upihnili svečke na praznični torti s 1000 kosi, ki so jih razdelili med obiskovalce. Sledil je večerni koncert Helene Blagne, ki letos obeležuje 40 let glasbene kariere in je navdušila tudi velenjsko občinstvo. Nato pa še nastop skupine Murphy s sodobne glasbene scene. V soboto, na dan praznika mestne občine Velenje, je dopoldansko športno dogajanje potekalo na Titovem trgu. Na tradicionalni prireditvi Velenje se predstavi so sodelovali velenjski klubi in društva, vendar ne samo z področja športa, tudi z kulture in izobraževanja. Pripravili so tradicionalni tek očkov, predtem pa je župan sprejel odlične velenjske športnike, člane rokometnega kluba Gorenje Velenje in letos upokojenega reprezentanta Dejana Vinčiča. Vrhunec tridnevnega praznovanja je bila sobotna večerna veselica, ki so jo pripravili v sodelovanju s prostovoljnim gasilskim društvom Šalek. Nastopili so pihalni orkester Premogovnika Velenje, Natalija Vrboten, Sixpack Čekur z bendom, trio Roberta Goterja in ansambel Stil. Ob tej priložnosti so obiskovalcem razdelili 1500 brezplačnih rudarskih malic, kračo z mrzlim krompirjem, značilno rudarsko jed, predstavljeno v nekoliko sodobnejši izvedbi, seveda kot poklon delu in tradiciji rudarjev. Priznam, da je bilo zelo naporno praznovanje, veliko obveznosti, veliko aktivnosti, ampak ko danes potegnemo črto, moram res povedati, da sem izjemno užival v vseh teh aktivnostih ob praznovanju našega mesta in da je bilo teh 3 dni pravzaprav vse skozi praznovanja nekaj tistega, kar smo si lahko želeli, kar si naše mesto zasluži, in jaz sem prepričan, da je bilo to eno lepših in boljših praznovanj. Seveda vedno znova postavimo neko letvico, kako je mogoče praznovati. Letos smo jo, jaz mislim, da znova nekoliko dvignili in vse to je motiv in energija tudi za prihodnje, da bomo seveda vedno se znali pokloniti na eni strani zgodovini našega mesta in na drugi strani seveda tudi se zazreti v prihodnost, vse tiste priložnosti in izzive, ki nas čakajo. Pestro dogajanje v mestni občini Velenje pa se še nadaljuje. V galeriji Velenje je župan pripravil sprejem za 3 diamantne in 6 zlatih maturantov letošnje splošne in poklicne mature. Kot je poudaril župan, so te generacije za lokalno skupnost zelo pomembne. Kajti to so posamezniki, ki počasi seveda odraščajo in ki bodo kaj kmalu, v to tudi ne dvomim, prišel čas, ko bodo konec konca tudi oni prevzeli vajete in seveda mogoče vodili lokalne skupnosti ali pa na drugačen način vplivali na življenje tukaj v Velenju ali v širši skupnosti. In seveda, ko ti posamezniki dosežejo še takšen uspeh, kot so zlata odličja v osnovnošolskih klopeh in na maturi, potem lahko ugotovimo, da imamo seveda zelo veliko potencijala, da imamo zelo veliko tistih mladih, ki so konec koncev že pri mladih letih sposobni slediti svojim ciljem, svojim sanjam, dosegati mogoče tudi takšne cilje, ki si jih prej niso znali predstavljati, da bi jih lahko dosegli. In vse to kaže, da imamo seveda ljudi, mlade, ki imajo željo in energijo nekaj ustvarjati, soustvarjati, in zato sem ponosen, da seveda sem lahko danes sprejel vse te mlade ljudi in da sem jim lahko zaželel predvsem veliko sreče in poguma v prihodnje in da naj bo mesto Velenje seveda tisto mesto, ki bo za njihovo ustvarjalnost, za njihov prispevek vedno odprto. Ja, bil sem vesel, pripravljal sem se tak nekaj srednjega. Naprej bom pa šel na strojni fakulteto v Ljubljano. Mislim, da je res nekaj posebnega, ker je bilo potrebno res veliko truda, da sem prišla do tega in lahko rečem, da sem izjemno ponosna na sebe. Naprej pa bom nadaljevala študij v Mariboru, v isti smeri v bistvu, na ekonomski fakulteti. Bi želela imeti svoje podjetje in biti uspešna lastnica podjetja. Matura je nekaj, kar je težko predvideti.
Prvič sem pisala maturo in pripravljala sem se kar veliko. Imeli smo tudi priprave na šoli, veliko sem pa vložila truda tudi doma. Glede na to, da sem se kar veliko učila, sem tudi pričakovala tak uspeh. Je pa, svetujem vsem bodočim maturantom, da začnejo veliko prej se pripravljati, da ne bo potem vse na kupu en tak bam. Naprej grem študirati na ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru, na univerzitetni program in bom sledila še naprej s tako motivacijo in voljo, upam še na večje uspehe kasneje. Živimo v takih časih, da pravzaprav vsak šteje. In smo zelo ponosni na teh preko 1700 naših dijakov, vsako generacijo, to pomeni jih tam okrog 400 zaključi. In pravzaprav so uspešni na različnih področjih. Danes smo pravzaprav na tej slavnostni podelitvi priznanj županovih našim zlatim in diamantnim maturantom in pokaže se, da ti naši dijaki tudi v šolskem okviru dosežejo izjemne rezultate. Tako da imamo pravzaprav zdaj že tretje ali mislim, da četrto leto zapored tudi diamantnega maturanta, gimnazijskega diamantnega maturanta, kjer jih je, tako bi se reklo, na generacijo približno 20 v Sloveniji, torej iz vseh premnogih gimnazij. Pa imamo letos dve diamantni maturantki poklicne mature, kjer jih je pa recimo, tam je več šol strokovnih in tako naprej, tako da jih je letno tudi v slovenskem merilu tam okrog 100. Torej, v šolskem smislu dosegamo po vrhu, sem pa prepričan, da zelo dobro delamo tudi z ostalimi, ker so bili tudi rezultati ostalih na maturah, poklicnih maturah, pa danes pravzaprav nič ne govorimo o zaključnih izpitih, kjer končajo dijaki poklicnih šol, tudi zelo uspešni in sem prepričan, da iz te naše mladine še nekaj bo. Velenje tako ostaja mlado mesto, kako pomembno je srce, pa so poudarjala tudi spominska darila odličnim maturantom. Na Kalobju občini Šentjur so otroci novo šolsko leto pričeli v novih prostorih. Uradno pa so podružnično osnovno šolo Kalobje in enoto Kalobje vrtca Šentjur namenu predali minuli petek. Na Kalobju v občini Šentjur je bilo v petek slovesno. Uradno so namreč namenu predali podružnično osnovno šolo Kalobje in enoto Kalobje vrtca Šentjur. Na tem mestu je že od leta 1898 stalo šolsko poslopje, ki pa so ga zaradi dotrajanosti porušili. Sicer smo se odločili za tega, ker je seveda naša doktrina ta, da poskušamo vse kraje zagotoviti pač šolstvo. Občina Šentjur je zelo velika in šolstvo je nazadnje na Kalobju bilo od leta 1840. Ta šola, ki je bila zgrajena 1898, pa je bila seveda dotrajana, vmes je bilo še kar nekaj potresov in potem je seveda prišlo tudi že zdavnaj do ideje, da bi se ta šola na nek način prenovila. To je od leta 2007 naprej. Naredili smo kar nekaj idejnih zasnov in potem smo v letu 2021 oziroma 2022 prišli do sklepa o sofinanciranju in tudi, bom rekel, do pogodbe o sofinanciranju. Vrednost celotne investicije je 3.450.000 evrov. Potem je bilo pa treba seveda zagotoviti tudi še ostale deleže, to pa smo na nek način naredili na ta način, da smo zmanjšali strošek občine, ker seveda vse ostale strošek občine, da smo se prijavili še na spis ekosklada, ker smo tudi pridobili določene sredstva in pa bil je objavljen en razpis Ministrstva za šolstvo prav tako za naravne nesreče v leti 2020 in 2023, ker smo jih seveda tudi mi izpolnjevali pogoje in potem seveda izbrali izvajalca. Postopki so bili seveda dolgi, ker smo imeli probleme tudi z zemljišči, tako kot vse posod. Tako da pa je seveda gradnja in gradnja takšnega objekta je trajala tako eno leto. Moram pa priznati, da sem zelo zadovoljen, ker smo tudi, bom rekel, šli izpod pogodbene vrednosti, tako da je res ta objekt čudovit in verjamem, da bo služil svojemu namenu in pa predvsem v korist tako kraja in pa predvsem učenk in učencev ter pa seveda šolark in šolarjev.
Trak ob otvoritvi sta prerezala župan občine Šentjur, magister Marko Djaci in predsednik krajevne skupnosti Kalobje Zdravko Hribernik. Šola je srce kraja. Tako sem že na začetku rekel, še zaenkrat rečem, zdaj smo dobili srce in dokler so v šoli otroci, je tudi kraj živi. In tudi mislim, da bo kraj živel še dolgo, ker zdaj imamo vse pogoje. Otroci sigurno so navdušeni, starši tudi. Je pa nekaj staršev, ker so prej drugam dali šolo, naprimer Dobi, ampak se bo zdaj vračali, ker prej so rekli, da ni varna šola in da zaradi tega niso otroke dali. In zdaj se že vidi, da se vračajo in upamo, da bomo vse domače dobili, domače kraje. Šola ima nove učilnice ter garderobe za osnovnošolce, v stavbi so še knjižnica, kuhinja in skupni prostori, ob njej pa so uredili tudi večnamensko športno igrišče. Šola na Kalobju deluje kot podružnica osnovne šole Hrušovec, otroci obiskujejo do 5. razreda. Pri pouku združujejo prve 3 razrede ter 4. in 5. razred. Trenutno imajo 19 učencev. Kot je poudaril ravnatelj, je stavba zelo moderna in tudi prijetno opremljena. Glede prej je bila pa stara šola 130 let plus in je bila v zadnjem potresu 2020 je bila kar precej poškodovana in potem je prišlo do realizacije izgradnje nove šole in seveda smo pač otroke v enem letu, ko šole ni bilo, skratka stara je bila porušena, nove ni bilo, takrat smo gostovali za otroki in izvajali pouk v župnišču oziroma v prostorih od župnika, v prostorih od krajevne skupnosti in v prostorih od gasilskega doma. Tako da smo bili eno leto razseljeni, zdaj smo pa veseli in srečni, ker lahko gremo v te nove prostore. Nova enota vrtca na Kalobju deluje v okviru Šentjurskega vrtca. Vrtec Šentjur je drugače na 11 lokacijah, ta je ena izmed manjših lokacij. Trenutno je v vrtcu 15 otrok. Enota sicer omogoča 2 oddelka in upajmo, da se bo skozi leta napolnila, ker šola in vrtec pomenita v kraju eno življenje, dodano vrednost. Na otvoritvi je zaigrala kalobska godba, nastopili so vrtčevski in šolski otroci, novo šolo in vrtec pa je blagoslovil tudi domači župnik. V Slovenj Gradcu so včeraj slavnostno odprli vrata novih pisarn mrežnega podjetniškega inkubatorja Koroška v industrijski coni Pameče. Gre za nov podjetniški inkubator, inovatorium prostor, kjer se bodo rojevale ideje, rasla podjetja in gradila prihodnost koroške podjetniške skupnosti. O praznovanju občinskega praznika mestne občine Slovenj Gradec so v ponedeljek v Pamečah pri Slovenj Gradcu obeležili še en pomemben dan, saj je svoja vrata odprl podjetniški inkubator, ki bo ponujal nove priložnosti za mlade gospodarstvenike. Gre za približno 2200 novih uporabnih površin za nove inkubirance. Jaz sem pa najbolj vesel, da nam je tudi tule uspelo počrpati 1 milijon 600 nepovratnih sredstev strani Evropske unije, Ministrstva za kohezijo. Približno 270 tisoč evrov je namenila še mestna občina, predvsem za ureditev okolice, ureditev notranjosti prigradnih sten in pa podobno. In tako lahko danes že zatrdimo, da nam je uspelo že polovico tega inkubatorja zapolniti. Odziv, zanimanje je ogromno, z njim upravlja naš RRA Koroška, kot tudi ostalimi inkubatorji po celotnem Koroškem. Mestna občina Slovenj Gradec se skupaj z regionalno razvojno agencijo Koroška že vrsto let aktivno zavzema za spodbujanje podjetništva in ustvarjanje okolja, ki podpira razvoj inovativnih poslovnih idej. Najnovejši korak na tej poti je MPIK Inovatorium, sodoben podjetniški inkubator, namenjen podpori podjetnikom, posameznikom in ekipam pri razvoju in uresničevanju njihovih poslovnih idej. Glede na to, da je tudi Slovenj Gradec kot neka gospodarska občina, ki želimo narediti na tem področju še ogromen preskok tudi v prihodnje, je to res neka prava zibelka podjetništva, kjer bodo ti novi, zdaj sploh ko vidim, kakšne ideje so prišle sem v inkubator, zagotovo napisali še eno dobro gospodarsko zgodbo razvoja svojega podjetja. Ne nazadnje pa se vemo, da brez gospodarstva ni razvoja občine.
V okviru uradnega odprtja se je odvil tudi prav poseben trenutek. Podpis pogodbe o sodelovanju med RRA Koroška in skladom tveganega kapitala Vesna. Gre za prvi slovenski sklad, specializiran za podporo raziskovalno-tehnološkim idejam z globalnim potencialom. Podpisa pogodbe se je udeležila Nina Dremelj, vodilna partnerica sklada in predsednica kluba poslovnih angelov Slovenije. Sklad Vesna je sklad za globoke tehnologije, kar pomeni, da investiramo vse, kar prihaja iz tako privatnega kot javnega znanstveno-raziskovalnega področja. Torej, karkoli lahko iz raziskav prenesemo v komercializacijo, je naša tista stična točka. Prihajamo za 50-milijonskim skladom, kar pomeni, da bojo na voljo različne stopnje investicij, tako od zelo malih investicij, ki bojo spodbujale to, da se neka tehnologija prenese v novo nastalo podjetje, se pravi spin-out ali spin-off, tako odcepljeno podjetje po slovensko, potem pa tudi večje investicije, ki bodo sledile samemu razvoju in pa rasti tovrstnih podjetij. Sklad Vesna od regije pričakuje, da bo začela spreminjati razmišljanje. To ne pomeni, da ni uspešnih podjetij. Uspešna podjetja so, vendar iščejo tiste inovativne stvari, ki so prebojne, še dodaja vodilna partnerica sklada Vesna Nina Dremelj, katere največja strast je pomoč podjetnikom, da svoje ideje pretvorijo v prava uspešna podjetja. Iščemo, tako kot je angleški oziroma ameriški, se opravičujem, ChatGPT, to so potencialno naše primerne naložbe. Se pravi, nekaj, kar res naredi disrupcijo na tržišču, je lahko zelo nišno, vendar ima velik globalni potencial. Vstop v MPIK ni le najem prostora. Podjetja ob tem prejmejo celovito podporo v obliki mentorstva, svetovanj, podjetniških usposabljanj in podpore podjetniške skupnosti MPIK. MPIK namreč sodeluje z več kot 30 zunanjimi podjetniškimi strokovnjaki in ponuja tudi izjemne priložnosti za povezovanje ter promocijo. Vse to pa pomembno prispeva k večji možnosti uspeha in rasti podjetja. Mi smo zelo ponosni, da v vseh 10 letih nekako rastemo z mrežnim podjetniškim inkubatorjem. Sedaj imamo že kar 6 lokacij v občinah Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem in mestni občini Slovenj Gradec. Ravno z tem letom smo pridobili še 2 novi lokaciji, torej to v Pamečah, Inovatorium, ter še eno lokacijo v Ravnah na Koroškem. S tem smo nekako zapolnili tudi te potrebe, predvsem po proizvodnih inkubatorjih, kateri se nahaja tukaj danes. Drugače pa imamo sedaj skupaj v vseh lokacijah inkubatorja že več kot 50 podjetij, skupaj zaposluje več kot 100 zaposlenih in ta podjetja seveda na letni ravni naredijo že več kot 10 milijonov evrov prometa. Prva podjetja so v MPIK Inovatorium vstopila že marca 2025. A priložnosti ostajajo za podjetne posameznike in ekipe še vedno na voljo tako proizvodni kot pisarniški prostori po izjemno ugodnih cenah. Z delovnim srečanjem likovnih ustvarjalcev, ki so ga poimenovali Nazarski likovni utrip in razstavo njihovih del v Jakevi hiši, se prazničnim prireditvam v občini Nazarje tudi letos pridružilo kulturno društvo Nazarje. Svoje dela predstavlja 5 priznanih slovenskih umetnikov. Kulturno društvo Nazarje strokovno sodelavko Ano Marijo Stibil-Šajn že nekaj let organizira delovno srečanje likovnih ustvarjalcev. Tudi letošnje je potekalo julija, na srečanju ustvarjena dela pa so na ogled v galeriji Jakijeve hiše. To je ena odlična popestritev dejavnosti same galerije Jakijeve hiše, tako da se lahko na enem mestu srečamo z likovno produkcijo zelo različnih avtorjev. Kajti pri izboru sodelujočih avtorjev zbiramo res iz te široke palete izrazito avtorskih ustvarjalnih prizadevanj. Kljub temu pa vidimo, da avtorji ubirajo svoja avtorsko intimna pota, vendar jih nekako povezuje tudi komunikacija s prostorom ustvarjanja in tako je tudi kar nekaj avtorjev povzelo dane krajinske elemente, se torej
odpravilo na neke vrste komunikacijo z ustvarjalnim prostorom. Na letošnjem srečanju so sodelovali Urška Stropnik-Šonc iz Velenja, Milena Gregorčič, Draga Davidkova Erič in Milan Erič iz Ljubljane ter Janez Štros iz Kranja. Ne udeležujem se vedno kolonij, več, nekoč sem se mogoče malo več, zdaj sem ratala z leti mogoče malo izbirčna. Na povabilo gospe Planošek in Ana Marije Stabilšan sem se odločila, da pridem, ker je to tudi idealno srečanje s svojimi kolegi, s katerimi pač izmenjavamo mnenja, se družimo, kar je pa zelo velik vreden za nas slikarje. Med razstavljavci imamo tudi Urško Stropnik-Šonc, gre za ilustratorko, torej pripada neki drugi likovni disciplini in tako njena dela nekoliko izstopajo, vendar je avtorica dokazala, da tudi na slikah večjega formata ohranja to svojo prepoznavno likovno poetiko in nastopa na povsem suveren način. Sodelujoči avtorji so že izoblikovani umetniki. Tukaj gre res za afirmirane ustvarjalce, z obilico znanj, veden, z dolgoletno prakso, ker vsi so od srednje do zrelejše generacije in pač to nabiranje znanj nekako ni več potrebno. Lahko pa rečem, da so kljub obilici znanj, veden in izkušenj še vedno odprti za nove izzive in tudi za likovna poglabljanja, za ostrenja likovne senzibilitete, za vedno nova in nova preverjanja likovnih izraznih sredstev. Kaj se da sploh še narediti na likovnem področju? In tudi zato je razstava v Jakijevi hiši še posebej zanimiva. Zbrane umetnike na odprtju je nagovoril župan Matej Pečovnik, ki je razstavo tudi uradno odprl. Župnijska cerkev na Vranskem je posvečena enemu od 3 nadangelov, svetemu Mihaelu, ki je godoval minulo nedeljo. Letošnji župnijski praznik pa je bil še posebej slovesen, saj so z blagoslovom zaključili celovito obnovo cerkve. Župnijska cerkev svetega Mihaela na Vranskem se prvič omenja med letoma 1123 in 1146. Združuje različne slagovne vplive. Stavba je v osnovi gotska, skozi stoletja je bila večkrat dozidana, leta 1804 je bila predelana v pozno baročni slog. Malo pozneje sta streha zvonika in kapela dobila neogotski slog. Na prelomu tega tisočletja je bila stavba ponovno potrebna obnove. Najprej zvonik, ki so ga obnovili leta 2010. Najprej smo se lotili obeh zvonikov, ki sta razpadala. In gospod Novak je oba zvonika res v trdu prevrtal, mislim, da šlo 2 tone malte noter, ker je bil tako razpokan glavni zvonik, da se lahko roko noter dal. In ko je prišel nekdo snemati zvonove, pa smo imeli ravno pogreb, pa se je vse zibalo in škripalo, pa je rekel, gospod župnik, nehate zvoniti, ker se bo turn podaril. Sledila je obnova vseh ostrešij, oken in vrat ter tudi notranje opreme. Ponovno je na oltarnem zidu zasijal pozlačen kip nadangela Mihaela, za kar si je še posebej prizadeval župnik v Minhnu Izidor Pečovnik Dori, ki mu je vransko domača župnija, kamor se pogosto in z veseljem vrača iz tujine. Živim zunaj in vem, kaj pomeni priti domov. In če si doma še sprejet, še toliko bolj. In tudi tale naš angel Mihael je prišel nazaj domov, bil je malo v izgnanstvu, ne tako daleč kot smo drugi, ampak tukaj oddaljen, tako da ljudje niso vedeli dolgo, da ta angel spada v cerkev. In zaradi tega seveda sem zelo vesel, da nam je uspelo, da smo ga iz te kapele pri pokopališču vrnili nazaj v našo farno cerkev. In seveda tukaj moram reči, da sem se res potrudil, da sem
kar dost daroval, da se je angel lepo obnovil in pa da sedaj tu žari in kraljuje na pravem mestu. Blagoslov vseh obnovitvenih del je opravil celjski škof dr. Maksimilijan Matjaž. Ob koncu svete maše pa so se zahvalili mnogim, ki so pripomogli, da je cerkev ponovno lepa in varna. Poleg ključarjev in številnih donatorjev je svoj del prispevala tudi občina Vransko. Občina Vransko že od nekdaj, že dolgo časa nazaj veliko prispeva tudi pri obnovah, tudi za obnovo tele župnijske cerkve je bilo namenjeno v več letih 120 000 evrov in tudi sedaj namenjamo, takrat vsakič, ko umre naš občan, ko se poslovi od nas, namesto cvetja tudi namenimo sredstva za obnovo župnijske cerkve. Saj je to neko tako vodilo, da se mi spomnimo naših občanov in tudi naredimo neko dobro delo. Res smo zelo ponosni, ker zelo skrbijo, so zelo skrbni za obnovo te sakralne in kulturne dediščine in kaj je lepšega, kot se pripeljati v trg in videti lepo obnovljeno cerkev. Res mi poskrbimo še za rože, tako da z roko v roki sodelujemo in je okolica lepa. Res je pa tudi pomembno, da smo tudi mi res živi kamni cerkve, tako kot je bilo tudi geslo tega našega obnavljanja in tudi misijona, ki je bil, tako da znamo biti tudi vsak dan na svojem koraku ljudje, da smo tisti pravi dom, ki izžarevamo ljubezen in veselje do sočloveka. Seveda se veselim z vsemi, ki so se zelo trudili. Res je bilo to skupinsko delo. Noben ni rekel, veren ali ni veren. Vsak je rekel, za to bom pa dal, to bom pa prispeval. Ja, ker to je naše osrednje versko in seveda tudi kulturno središče. No, moram reči, da sem res zelo vesel te pobude in tega zauzetosti te vranske župnije, ker da tako res nekaj časa, dolgo let že organizirano skrbijo za to življenje na Vranskem. In rečem, ne samo za ohranjevanje teh lepih objektov, čeprav jih je res veliko tukaj na robu naše škofije, 6 podružnic, župnijska cerkev tako velika, potem pa tudi še vsi prostori za verouk in nenazadnje tudi dom za ostarele je zrastel tukaj na župnijskem ozemlju. Vesel sem, ker sem prepričan, da ta ljubezen, ta čut za ohranjevanje verske in kulturne dediščine izhaja tudi iz pripadnosti in zavesti, da smo kristjani tisti, ki moramo dejansko v vsakem času skrbeti tudi za ta znamenja upanja in gotovo so objekti, tudi lepi sakralni objekti, znamenje upanja. Da je bilo upravljeno res veliko in pomembno delo, priča tudi plošča na pročelju cerkve in cerkev s številnimi kulturnimi dragocenostmi bo še naprej odprta za vse obiskovalce, ne le za domače vernike. Zavod Tri jezera in občina Brasovče sta v soboto pripravila že 6. srednjeveški dan na gradu Žovnek. Številni obiskovalci so si lahko gledali srednjeveške plese, predstave, viteške boje in celo bitko za posestva celjskih. Grad Žovnek, od koder izvira rodbina knezov celjskih, je stoletja propadal in postal kup ruševin, ki so ga prostovoljci in člani kulturno-zgodovinskega društva Žovnek postopoma začeli čistiti in urejati. Danes je na Žovneku že kar nekaj obnovljenih delov nekdaj mogočnega gradu, območje pa je nadvse primerno za prikaze srednjeveškega življenja. Letos so tako pripravili že 6. srednjeveški dan, sodelovalo pa je kar 9 skupin iz vse Slovenije, ki ohranjajo spomin na življenje v srednjem veku. Letos jih tako kot ponavadi nastopa tam nekje med 80 in 90 ljubiteljev srednjega veka. Posebnosti so to, da je posvečen letošnji srednjeveški dan Veroniki Deseniški, torej ob 600-letnici smrti grofice Veronike Deseniške, in da je danes Veronika Deseniška tudi z nami, ki jo igra oziroma uprizarja Špela Hribernik, tudi sicer domačinka. V njeni družbi danes je tudi Friderik I oziroma II. Celjski, tako da bo zgodba danes tekla okoli te njune tragične, a hkrati večne in velike ljubezni. Sledijo bitke, srednjeveški plesi, glasba, v taborih naši prijatelji predstavljajo vse, kar se v srednjem veku dogajalo. Imamo tudi srednjeveško krčmo, razne stojnice in pa ravno kar sedaj poteka tudi predstava Ranocelnik naših stalnih prijateljev teatra Cizamo. Torej pester in bogat program srednjega veka.
Torej, mi smo člani kulturno-zgodovinskega društva, podskupina Svobodni žovneški, prikazujemo, kako bi najlažje rekel, obdobje Konrada Žovneškega, neko obdobje, kjer so se žovneški najbolj začeli uveljavljati v tej regiji, pa do konca 13. stoletja, preden so se preselili v Celje. Seveda so igrali državne igre, nekaj so mogli delati, da jim ni bilo dolg čas. Tukaj imamo pa razne igre iz 13. stoletja, glede na knjigo od enega španskega kralja od takrat. Razen ena med njimi je pa še starejša, je pa dejansko iz Mezopotamije. Prvič smo na tem srednjeveškem taboru, na Žovneku, in prvi vtis superiorno, najlepše, kar je možno. Jaz pa predstavljam pisarja, zvestega prijatelja in slugo Erazma Predjamskega. Kdor ne spoštuje zgodovine, tudi prihodnosti ni vreden. Jaz se moram tukaj neizmerno zahvaliti našim entuziastom, vsem članom kulturno-zgodovinskega društva in vsaki tako in drugače pripomore, da se tale grad obnavlja. Grad je izjemnega pomena ne samo za našo občino in ne samo za regijo, ampak za celotno Slovenijo in praktično polovico Evrope. Tukaj se je ogromno zgodovine ustvarilo. Ne nazadnje vemo, da so v bistvu tukaj izvirajo celjski knezi in na to smo ponosni. In ta srednjeveški dan, ki ga, bom rekel, skupaj z Zavodom 3 organiziramo, za nas izredno pomemben. Tako da se iskreno zahvaljujem vsem. Obnova ruševin oziroma gradu Žovnek se nadaljuje. Ja, zagotovo. Nekako obnovo imamo skupaj z kulturno-zgodovinskim društvom in pa Zavodom za varstvo kulturne dediščine zastavljeno v nekako 3 faze. Tisto, da se v bistvu dvigne se pravi iz ruševin in ostane na nek način varna ruševina, zanimiva ruševina, ki buri tudi domišljijo. Ni nam v interesu, bom rekel, grad postaviti v celoti kot tak, ki je bil, zato ker ti izgubi svoj čar. In to je ena zadeva. Plani so izredno veliki in jaz se veselim prihodnosti, kar se tiče nadaljnjega razvoja našega gradu. Sicer pa ob obnovi potekajo tudi raziskovanje, tako da je že kar nekaj dragocenih najdb z območja žovneških ruševin. Zato je eden od načrtov tudi ureditev muzeja srednjega veka. Srednjeveški dan pa bo prav tako stalnica poznega poletja na gradu Žovnek, na katerem uživajo tako tisti, ki se spremenijo v srednjeveške like, kot vsi obiskovalci, od najmlajših do starejših. V Centru varne vožnje na Ljubečni pri Celju so strokovnjaki z področja e-mobilnosti izvedli eksperiment. Prvi testni vžig električnega avtomobila v Sloveniji. V petek so na avtopoligonu Ljubečna pripravili prikaz gašenja gorečega električnega vozila. Dogodek so organizirali Slovensko združenje za požarno varstvo, podjetje Bonpet in zavarovalnica Triglav. Za demonstracijo so uporabili 600 kg težak avtomobil, v katerem je bila 150 kg težka baterija. Baterije zagorijo na več načinov. Eden od teh je, da se baterija prepolni, drugi, da se baterije mehansko poškoduje, tretji, da se baterije potopi v vodo in četrti, da se baterije pregrejejo. Mi bomo te baterije mehansko poškodovali in videli dejansko, kakšna bo reakcija. Torej, tukaj v tem vozilu so že, bom rekel, novejše baterije, ki so nekoliko bolj varne. Govorimo o baterijah, ki so litij železo fosfatne. Kakšni naj bodo ukrepi, če se električni avto poškoduje? Nekje, bom rekel, prvi tak preventiven ukrep je, da se vozilo opazuje. Če karkoli z vozilom narobe je, mora takšno vozilo najprej na servis, to je en tak osnovni element. Druga stvar potem je, da se, ko karkoli narobe gre, vozilo izklopi iz polnilne postaje. To je tak pomemben ukrep. In tretji, da se seveda ta vozila pušča izven objekta, če bi se z njimi začeli karkoli dogajati. Je pa res, da statistika pravi, da imamo požarov tovrstnih vozil malo, v primerjavi recimo z vozili, ki poganjajo motorji z notranjim zgorevanjem. Evropska statistika za zadnjih 10 let nekako govori, da je zagorelo okoli 500 tovrstnih vozil. Recimo za primerjavo, ko govorimo o vozilih, ki imajo motor z notranjim zgorevanjem, ko je teh požarov recimo več kot 1500. Tako da hočem reči, ta podatek zagotovo je pomemben. Na kaj vse moramo biti pozorni, če doma polnimo električno vozilo? Ko ljudje vgrajujejo polnilnice v domačem okolju, ta polnilnica mora biti seveda vgrajena skladno z predpisi, pregledana strani, bom rekel, strokovnih oseb. Velik problem doma je pogosto ta, da se ta vozila polni na starem hišnem omrežju, kar pa lahko povzroči potem pregrevanje kabelskih inštalacij in potem tudi vžig. Kar se tiče gašenja, torej imamo nekaj gasilnih medijev. Danes predstavljamo gasilni medij imenovan Bonpet, ki se je pokazal kot dober gasilni medij za tovrstne požare.
Zahteva pri tem gasilnem mediju je to, da mora gasilni medij baterije ohladiti in da mora spodrivati kisik. In zato recimo večina znanih medijev, ki jih poznamo, recimo kot so praški, CO2 in tako naprej, niso primerni za gašenje tovrstnih požarov. Kako pa je zavarovanje električnih vozil? Ali beležijo večjo škodo kot pri vozilih na bencin? Električna avtomobila kot tveganja kot taka ne predstavljajo večjega tveganja. Kar želimo tu poudariti je, da predstavljajo nov rizik, torej iz stališča specifike gorenja do same kompleksnosti gašenja. Zdaj v Zavarovalnici Triglav ne beležimo povečanega števila takih dogodkov, beležimo pa veliko večjo škodo, ki pri tem, če nastane. Kakšno je sporočilo dogodka, je povedal Andrej Brglez, razvojni strokovnjak z področja trajnostne mobilnosti in direktor Inštituta za civilizacijo in kulturo. Ključno sporočilo je, da bo baterijskih avtomobilov vedno več, da z njimi prihaja neka nova tveganja, so tveganja, ki jih vedno bolje tudi razumemo in poznamo, da niso taka, kot se v medijih najbolj kaže, da kar se ti avtomobili kar vžigajo, manj pogosto se vžigajo kot ostali avtomobili, drugačna vrsta gorenja je. In kar smo želeli pokazati je, da predvsem ta način gorenja razumemo, ga znamo obvladovati in ga lahko pogasimo. Za uporabnika je pa pomembno sporočilo, baterije je treba nadzorovati, skrbeti zanje, v ustreznih servisih in na ustrezne časovne loke in ker električni avtomobili kot vse ostale e-skiroje kolese polnimo doma, ker je to njihova velika dodana vrednost, poglejmo, ali imamo doma vse električne napeljave in vsa polnilna mesta tako zavarovana in tako sodobna, da tam ne bo prišlo do elektrike. Naša napoved za prihodnost je, v Sloveniji bo več škodnih primerov v hišah zaradi ne avtomobila, ampak zaradi slabih ali pa neustreznih ali pa neustrezno preverjenih električnih vodov in polnilnih mest. Tistim, ki imajo doma električna vozila v garažah, pa svetujejo namestitev dimnega javljalnika. S tem prispevkom, gledalci in gledalke, zaključujemo tokratni VTV magazin. Lepo se imejte in srečno!